Na letošnjem tradicionalnem božično-novoletnem sejmu se lahko Mariborčani ustavijo na 10 hišicah in 3 stojnicah. Tudi letos večinski del ponudbe pripada domačim proizvajalcem. Glavna stvar, ki jo ponujemo, so tele kape in šali, ki so naša lastna kreacija, dizajn. Navdih smo nekako dobili po aboriginskih slikarijah, torej v angleščini se to imenuje dot paintings, ki verjamemo, da nosijo poseben močan simbolni pomen, torej aborigin, ko slikajo v bistvu svojo zgodbo, s tem pripovedujejo in se nam je zazdelo fajn, da bi to prenesli na oblačila, sploh po zimi, ko se zelo sivo in črno oblačimo. V bistvu zdaj ponujamo lesene igrače, nelakirane, ekološke, ker pa je to nova stvar, smo prvič prisotni v Mariboru. V Ljubljani to že poznajo. Je že bilo lani na sejmu. Na sejmu nam je uspelo zaslediti tudi nekaj tujcev. Pri naših sosedih Avstrijcih se lahko posladkate s sladkimi vafli in slastnimi klobasicami. We have waffles freshly made with fresh butter and fresh eggs and great toppings, so you can really help yourself with the toppings, with whipped cream and things like that. So this is really the top seller because everybody loves waffles. It's comfort food. Z letošnjo ponudbo so zadovoljni tudi obiskovalci. Pa veste, da čas taki, ko nas osrečuje take zadeve in nas bolj vesele delajo, mi rekli po domače, ne? Vedno je nekaj novega, pa mislim, veselo je. Kak je pa bilo včasih, mogoče se kaj spominjate? Ja, slabo je bilo. Kak se vam zdijo mogoče ti sejmi tukaj vsako leto? Je to kar vredi. To se mi dopada, da se nekaj dogaja. Tako da ni vse prazno. Organizacijo letošnjega božično-novoletnega sejma je pod svoje okrilje prevzela Mariborska tržnica. Direktor Šilc načrtov za nadaljnjo organizacijo ni skrival. Recimo letos je še bolj kot ne tak, za prihodno leto pa imamo v nameri, če nam uspe iti v neki program, slovensko-avstrijski program, pa narediti neko bratsko povezavo Graz-Maribor in da bi tisti, ki ima tam adventni sejem v Grazu na Hauptplacu pa Amajzernen tor, da bi tudi prišel sem. In s tem se pogovarjamo, res smo začeli šele oktobra se o tem meniti, ko je postalo aktualno, verjetno v prihodnem letu nekaj nastalo. Kot je še povedal, so za letošnjo organizacijo božično-novoletnega sejma odšteli približno 4 tisoč evrov.